Lepo mladni pozdrav gledalke in gledalci oddaje Mi smo SPTŠ. V minulih tednih so dijaki in dijakinje srednje poklicne in tehniške šole dosegli številne uspehe in doživeli veliko zanimivega. Med drugim boste spoznali dobitnike zlatih in srebrnih priznanj z državnih tekmovanj, ogledali si boste utrinke z razstave tehniko oblikovanja, spomnili se bomo minulih strokovnih ekskurzij in pokazali vam bomo posnetke z nekaterih dogodkov na šoli. Ob koncu oddaje pa še o tem, kako so se poslovili letošnji maturanti. Z veseljem poročamo, da so bili dijaki naše šole izjemno uspešni na državnih tekmovanjih z različnih področij. Začnimo s tekmovanjem iz matematike. Državno tekmovanje je potekalo v šolskem centru na Ptuju. Zlato priznanje v kategoriji tehniških in strokovnih šol je osvojil Luka Svenšek, dijak prvega letnika v programu tehnik računalništva, srebrno priznanje pa Eva Somi, drugi letnik tehnik oblikovanja. Poročali smo že, da je Sara Škerban iz drugega letnika programa tehnik oblikovanja osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine. Na podelitvi priznanj na 3. gimnaziji v Mariboru je za nagrado prejela še 4-tedensko bivanje v Nemčiji. O vtisih nam bo kaj povedala v naši prvi jesenski oddaji. Aprila je v Celju potekalo 14. državno tekmovanje iz znanja angleškega jezika. Udeležilo se ga je 5 naših dijakov, vsi so se odlično odrezali, najbolje pa Žiga Škalič, 3. letnik programa Elektrotehnik, ki je dosegel 4. mesto in zlato priznanje. Na državnem tekmovanju iz geografije, ki je potekalo v Podčetrtku, je Saša Bamfi, 4. letnik programa Strojni tehnik, osvojil zlato priznanje. Na tekmovanju za Cankarjevo priznanje sta 2 naši dijakinji osvojili srebrno priznanje, in sicer Staša Zadrovec in Sara Pelc-Čeh, obe iz programa tehnik oblikovanja. Dijaki iz programa Strojni tehnik so sodelovali na nagradnem natečaju za najboljše dijaške in študentske projekte, izdelane s programsko opremo PTC Creo. Zmagali so v kar 3 kategorijah. Vito Tivadar je zmagal v kategoriji Creo izziv s projektom Linijski motor v obogateni resničnosti. Blaž Ješovnik je zmagovalec kategorije Creo projekt z nalogo navpični dvocilindrski parni motor. Letos na naši šoli izobraževanje zaključuje 3. generacija tehnikov oblikovanja. V pokrajinski in študijski knjižnici so ob tej priložnosti pripravili razstavo svojih maturitetnih izdelkov. Ob otvoritvi razstave je zbrane pozdravil ravnatelj Ludvik Sukič, v imenu dijakov je obiskovalce nagovoril maturant Sandi Benko, za glasbeni nastop pa je poskrbela Staša Zadravec. Za mnenje o zaključnih nalogah smo povprašali mentorja, profesorja Denisa Frasa. Torej danes odpira vrata razstava zaključnih letnikov programa tehnik oblikovanja na SPTŠ, že 3. po vrsti. Dijaki predstavljajo izdelke, ki so nastali skozi zadnje šolsko leto, so pa seveda plod znanja, ki so si ga pridobili skozi zadnja 4 leta. Izdelki so raznovrstni, imamo seveda predvsem grafično oblikovanje, nekaj pa seveda tudi
industrijskega oblikovanja. V četrtek 11. aprila je na naši šoli potekala prva zaposlitvena tržnica, ki je bila organizirana s sodelovanjem Pomurske obrtne zbornice, območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota ter številnih podjetij. V šolski telovadnici se je predstavilo kar 23 podjetij. Predstavniki so odgovarjali na različna vprašanja dijakov, se pogovorili o možnostih sodelovanja in drugo. Glede na to, da je čedalje večje povpraševanje po strokovnem kadru, kateri se izobražuje na naši šoli, in da so podjetja iz regije se večkrat oglasila pri nas, da bi predstavili svoje proizvodne programe, smo se skupaj z obrtno in gospodarsko zbornico odločili, da pripravimo današnjo poklicno tržnico. Jaz bi želel povem, da je današnji dogodek rezultat našega dobrega sodelovanja z Srednjo poklicno tehnično šolo in seveda gospodarstvo se želi predstaviti mladim, predvsem tistim, ki se odločajo za tehnične poklice. Mi v gospodarstvu, kot sami vidite, imamo zelo velik interes. Danes je tukaj 23 podjetij, ki predstavlja svoje potrebe, potem da se lahko dijaki po končanem šolanju pri njih zaposlijo ali pa že sedaj navežejo kakšen odnos z njimi, predvsem skozi počitniškega dela, tudi kakšne diplomske naloge. In pa seveda največji interes pa je, da ti mladi v podjetja pridejo, da vidijo, kakšne poklice ta podjetja potrebujejo in seveda, da tudi v naših podjetjih potem tudi kasneje se zaposlijo. Je pa tudi možnost, da mladi, ki končujejo izobraževanje, lahko potem tudi nadaljujejo na inženirskih programih in se z podjetjem dogovorijo za neko obliko financiranja, štipendiranja. Predvsem si pa mi nekako želimo, in to bomo tudi naredili, da ta dogodek ostane tradicionalen in da ga ponovimo vsako leto. Hvala. Danes sem tudi dosta stvari novo videl, dosta zanimivih stvari za štipendijo, za službo tudi nadaljno, tudi dosta rikta, kot bi rekel, kakšne zaključne nalogo delo na četrtoletnike, tudi tam pri kakšni firmi bi dobil, da bi tam izvedel te projekt oziroma svojo nalogo. Dosta firm takšnih, ker me zanimajo zdaj tu, recimo Medicop, Vipol, Xal, Virs. Ta način predstavitve, ko pridejo firme na našo šolo, mi je zelo všeč, zato ko se oni tu lahko predstavijo, ti vidiš na enem mestu veliko firm, katerih so z okolice, dobrih firm. Srednja poklicna in tehniška šola in gimnazija Murska Sobota že vrsto let gostita državno tekmovanje mladih raziskovalcev. Že 53. srečanje je tokrat potekalo v torek 14. maja. Pred zagovori svojih nalog so si mladi raziskovalci in njihovi mentori ogledali otvoritveno slovesnost, na kateri so jih pozdravili tudi ugledni govorniki. It's not a silly little moment. It's not a storm before the calm. This is a deep and dying breath. This love that we've been working on.
you know that we're doomed, my dear? We're slow dancing in the burning room. We're slow dancing in the burning room. We're slow dancing in the burning room. We're slow dancing in a burning room. In a burning room. Naša šola je že nekaj let vključena v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, zato smo se z veseljem udeležili tudi prireditev v sklopu Dneva Evrope, ki so potekale na Soboškem trgu kulture. Na stojnicah so naši dijaki kot ambasadorji Evropskega parlamenta širili informacije o Evropski uniji ter ponujali informativno gradivo. 7 dijakov in dijakinj pa se je v sredo 22. maja udeležilo tudi zaključne podelitve Šola ambasadorka Evropskega parlamenta v festivalni dvorani v Ljubljani. Tudi letos so se naši dijaki in dijakinje ter nekateri profesorji udeležili krvodajalske akcije v soboški bolnišnici. Veseli smo, da je udeležencev vsako leto več. Letos se je naša šola vključila v program Društva slovenskih pisateljev Povabimo besedo 2019. V okviru tega programa je na SPTŠ 8. aprila gostovala slovenska pisateljica Cvetka Bevc. Njenemu nastopu je prisostvovalo 95 dijakov in dijakinj 3. letnikov srednjega strokovnega izobraževanja. S pisateljico se je pogovarjala profesorica Branka Bernik. V pogovoru sta najprej predstavili pisateljičino literarno ustvarjanje nasploh, nato pa sta se osredinili na njen mladinski literarni program, deli Desetka in Božiček v ošesu. Avtorica je pripovedovanje o načinih svojega tematiziranja življenja mladih nadgradila z uprizoritvijo odlomka iz romana Desetka in z njo navdušila udeležence literarnega dogodka. V sklopu spremljevalnih dejavnosti je knjižničarka Tina Zver v sodelovanju z dijakinjami oddelka 3OB in profesorico Tanjo Horvat pripravila tudi priložnostno razstavo avtoričinih literarnih del. Na šoli smo se pridružili številnim ustanovam in namestili defibrilator, z upanjem seveda, da ga ne bo treba uporabiti. Spomnimo se še zadnjih strokovnih ekskurzij naših dijakov. Dijaki 1. letnikov so obiskali avstrijsko prestolnico Dunaj. Ogledali so si tehniški muzej, živalski vrt, središče mesta in dan zaključili v zabavišču Prater. Dijaki 2. letnikov so se odpravili proti slovenskemu Primorju. Med drugim so obiskali Luko Koper, Vojaški muzej v Pivki in Škocjanske jame. Dijaki programa Avtoserviser so se odpravili na dvodnevno ekskurzijo v Mlado Bodeslavo in Prago, kjer so si med drugim ogledali proizvodnjo osebnih avtomobilov tovarne Škoda ter avtomobilski salon v Pragi. Dijaki 3. letnikov so obiskali Zalavar v sosednji Madžarski. Dijaki 1. in 2. letnika programa Elektrotehnik so obiskali Tehniški muzej na Vrhniki, kjer so potekali dnevi elektrotehnike. Na poti domov so se ustavili tudi v Ljubljani in obiskali še Muzej iluzij.
Za nami pa sta tudi aprilski ekskurziji v Pariz ter v Italijo in San Marino. Seveda številne zanimive ekskurzije pripravljamo tudi za naslednje šolsko leto. Zaključimo junijsko oddajo s posnetki slovesa letošnjih maturantov. Slovo s predajo ključa je bilo v petek 17. maja. Po zabavnih igrah so skrbniki šolskega ključa postali dijaki razreda 3K2, torej program strojni tehnik. Sicer pa želimo čim več uspeha vsem na maturi in pri opravljanju zaključnih izpitov. Torej, drage maturantke in maturanti, uživajmo današnji dan, kajti z današnjim dnem se začne zares. Čaka nas matura, za katero sem prepričan, da se bomo vsi potrudili in jo čim bolje opravili. Sledile bodo nove nam različne življenjske poti, a večina nas bo s pridobljenim znanjem pogumno stopila v svet. Vsem želim obilo uspeha. Za konec vam pa povem naslednje. Ne učimo se za šolo, ampak za življenje.
Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za vašo pozornost v še eni oddaji Mi smo SPTŠ.